Datum za dokončanje 3-mesečnega roka, v katerem mora Evropska komisija podati obrazloženo mnenje Slovenije o hrvaških konkretnih kršitvah prava Evropske unije, je vse bližje. Kaj bo storila Slovenija takrat, ali bo zadevo predala sodišču Evropske unije, še ni znano. Zmago Jelinčič, ki je soavtorjem Andrejem Lenarčičem izdal knjigo o arbitražnem sporazumu, pa opozarja, da arbitražna sodba, vsaj po njegovem, škodi Sloveniji. Tale knjiga, ki popolnoma sesuje to arbitražno odločitev in prikaže, kakšna podla kombinacija je bila na naši strani in kako so naši tako imenovani internacionalni pravniki brez čuta za državo šenkali Hrvatom vse skupaj, s tem, da niso uporabljali in upoštevali določenih zgodovinskih dejstev, verjetno jih niti poznali niso. Jelinčič je januarja 2011 izstopil iz podskupine za pravičnost v okviru neformalne posvetovalne skupine za arbitražo pri zunanjem ministrstvu in takratni vladi očital izdajo nacionalnih interesov. Opozarja, da ima arbitražni sporazum še v izhodišču več napak. Osnovna napaka vsega skupaj je v tem, da se jemlje kot izhodišče, da je bilo 25.6., da so se osamosvojili Slovenija in Hrvaška skupaj, kar ni res, to je laž. Hrvaška se je osamosvojila 3 mesece kasneje, 8.10. Medtem je bila pa Hrvaška še agresor na Slovenijo. Napadla je Slovenijo kot del SFRJ. In kaj bi bilo treba po njegovem storiti zdaj? Treba je najprej takoj odstopiti od tega arbitražnega odločitve, kakor so naredili Hrvati, in potem dati na mizo relevantna dejstva. Pa ne nekim privatnikom, kakor je bilo zdaj to v Hagu, kjer so Hrvatje podkupili vse skupaj, oziroma še naši dovolili, da se to dogaja, in potem pa z relevantnimi dokumenti na mizo. Zahteva tisto, kar je bilo slovensko. Pa vendar tudi slovenski pravniki, ki se ukvarjajo z arbitražno sodbo, niso rekli zadnje besede. Čakajo na 18. junij, na rok za Evropsko komisijo, da bodo lahko naredili naslednji korak.